Na skupščini Gorenja so v sredo 11. junija objavili prevzem nizozemskega podjetja Atak, vrhunskega ponudnika bele tehnike. S tem pridobivajo pomemben tržni delež v državah Beneluxa, zaradi nakupa pa ni bojazni za zmanjšanje proizvodnje v Sloveniji, saj se Atak ukvarja predvsem z razvojem, nabavo in prodajo bele tehnike. Gre za utrjevanje tržnega položaja Gorenja in za uresničevanje njegove strategije rasti kot panevropskega ponudnika v panogi. Gre za krepitev tržnega položaja blagovnih znamk skupine Gorenje na trgih Zahodne Evrope. Portfelj blagovnih znamk skupine Gorenje se bo čudovito zaokrožil tudi z visoko pozicionirano znamko Atak in nenazadnje zapolnili bomo prodajno sivo liso na trgih Beneluxa, kjer v zadnjih letih praktično nismo bili prisotni, tu pa enostavno kupimo v narekovaju tržni delež nekje med 10 in 30% in celo več na nizozemskem trgu. Delničarjem so po skupščini, na kateri so bili predstavniki lastnikov 65% kapitala, izplačali 0,45 evra dividende za delnico. V Gorenju so se s prodajalcem dogovorili o prepovedi prodaje teh delnic, ki jih bo dobil kot del kupnine za obdobje naslednjih 4 let. To pomeni, da si Gorenje s tem, ko na nek način kupuje to podjetje, v enem delu tudi z lastnimi delnicami, pravzaprav utrjuje svojo lastniško strukturo. Pomembno se nam zdi tudi to, da smo s prodajalcem dogovorili prepoved prodaje teh delnic, ki jih bo dobil kot del kupnine za obdobje naslednjih 4 let. To pomeni, da Gorenje s tem, ko na nek način kupuje to podjetje v enem delu tudi z lastnimi delnicami, pravzaprav si utrjuje svojo lastniško strukturo in da to ni kar nekaj, kar bi potem odromalo kakemu konkurentu. Mali delničarji so želeli na skupščini razčistiti pogoje za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ter izključitev prednostne pravice. Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev, meni, da se je na skupščini izkazalo, da je bila zadeva namenjena v pravo smer, kar pri VZMD pozdravljajo. A to ne pomeni, da bi se zato odrekli vsem tistim mehanizmom, ki so bili vgrajeni tudi v nasprotni predlog, podan z njihove strani. Kristjan Verbič je kot delničar Gorenja vložil nasprotni predlog točki 5 dnevnega reda o nakupu lastnih delnic, saj so lastne delnice eden od instrumentom, s katerim uprava družbe v nasprotju z vsemi temeljnimi načeli gospodarskega prava direktno in pomembno posega v upravljavska upravičenja delničarjev ter pomembneje v lastniško in s tem upravljavsko strukturo gospodarskih družb. Pridobivanje, status in odsvojitev lastnih delnic je zato lahko zgolj izjema od temeljnih pravil in bi se zato morala uporabljati samo v izjemnih primerih, nikakor pa ne v vsakdanji praksi kot prikladna metoda lastninjenja. Nasprotni predlog sicer ni bil sprejet, predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca pa smo vendarle povprašali, kako bi komentiral očitke o lastninjenju Gorenja, ter da postopek nakupa lastnih delnic izključuje prednostno pravico delničarjev. Lahko samo povem to, da imajo delničarji eno zelo dobro izkušnjo z uporabo sklada lastnih delnic v Gorenju. To smo jim danes na skupščini tudi povedali. Mi smo namreč sklad napolnjevali z delnicami po dosti ugodnih cenah, približno 23 evrov. Sklad bomo uporabili po 37 evrov, pomeni razlika okrog 14 evrov na delnico, pomeni, da smo naredili tudi za delničarje kapitalskega dobička okrog 14 milijonov. In jasno smo dokazali, da gre za točno tiste namene, za katere nam je takrat skupščina dala pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in tudi za osvajanje.